Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. Na današnji uri resnice z menoj sta Aljož Pretinač in pa Miran Videtič, stalna komentatorja. Tema današnje oddaje je, kdo so prave tarče, 3 mesece pred volitvami. Veliko zgodb se je nabralo zdaj te dni. A sta gledala mogoče včerajšnjo tarčo? Jaz sem gledal, ja. Si gledal? Prve nisem, ne. Prvega dela sem samo ta sinopsis, ali kaj objavil na spletnem portalu TV Slovenija prebral. To drugo sem pa gledal, ja. Dobro, zdaj, če pustimo zdaj za hip obstajanje tele opise teh koruptivnih zgodb Zorana Jankovića pa povezanih sodelavcev, ne, iz te mestne občine, me zanima vajno mnenje v gostih, ne, ki so bili včeraj, ne. Bil je tam tožilec, gospod Frlinc, ne, starejši gospod, mislim, da je že upokojen, bil je bivši predsednik Vrhovnega sodišča, gospod Ferjančič, prav tako se mi zdi upokojen. V čem je finta, zdaj Aljož pa Miran, da vabijo tja, recimo te upokojene pravosodne uslužbence? Ja, jaz mislim, da zato, ker aktualni niso prišli, ne. In ja, se je povedala, voditeljica, ne, in urednica oddaje pač povedala, koga vse so povabili, ni prišel, ne. Mene je čudilo, da je prišel direktor finančne uprave. No, do tega še posebej ker je v bistvu prišel povedati, da nič ne more povedati, ne, in je pač seveda jasno, da če bo tam v studiu sam stavil pogovor, da nič ne more povedati, da tudi ustvarjalcem oddaje to ne bo prav, gledalci pa sploh ne bojo recimo razumeli tega, ne, kaj je zdaj težava. Tako da mislim, da so te starejše... Sem videl pri teh starejših gospodih, no, da imajo celo težave z artikulacijo, ne, svojih mnen ali pa stališč pa tako dalje, ne. Verjetno pač so malo iz forme, ne, da rečem tako športno, ampak verjetno mi pa tudi nerodno. Jaz sem dobil vtis ob gledanju te oddaje, posebej za gospoda Ferlinca pa Florjančiča, ne, mislim, da bivšega predsednika sodišča, da jim je nerodno, ne. Nerodno. Ja, ker tisto, kar sta povedala, sta v bistvu pritrdila temu, kar je bila nekako rdeča nit te oddaje, ne, ker ta drugi del sem jaz bolj razumel v smislu kot zakaj vendarle se to dopušča, ne? Zakaj se država ne zgane, oziroma celo tako moram reči, zakaj državni aparat aktivno asistira pri tem, kar se dogaja, no? Jaz mislim, da če ne bi nič vedeli o tem, kakšne so razmere, kako ti postopki potekajo, pa bi sam ti 2 oddaje si recimo pogledali, ne? Nekdo iz tujine, mogoče bi rekel lahko, da je to pa sistemska korupcija, kar se dogaja v Sloveniji, ne? Ker tudi, da imaš ti najmanj 2 načelnici 2 različnih upravnih enot, ne? Ki jih neki tipi tam vozijo levo desno, ne, si jih predstavljajo, kot smo lahko videli, tudi je bilo napisano brez obleke in ne vem kaj, in vozijo na neka kosila in potem neki projekti dobivajo neka dovoljenja, kot je razumeti, za katera niso izpolnjevali pogojev, ne. Če k temu dodamo še ta C0, ne, drekovod, evo spet en naš izraz, ki se je očitno prijel, v katerem govori tudi odvetnik, ne, ki zastopa pač te oškodovance, ne. Je jasno, da to že je kar meji, no, če ni že celo sistemska korupcija, saj na tem področju, ne. Sam še to sem hotel reči, če bi to govorili pač, da je to en uradnik recimo na upravni enoti, pa 2 uradnika na eni upravni enoti, ampak če so pa direktorji aktivno v to vključeni, pa vemo, koliko je uradnik. Pa Aljož, zdaj to, da je to sistemska korupcija, to ne more biti izgovor, ne? Ne, ni izgovor, jaz pravim, da to je boleče dejstvo, ne, se pravi, mi si ne moramo zatiskati oči pred tem, ker jasno je, da v vsakem sistemu imaš ti pač neke posameznike, ki zlorabljajo sistem, ali pa več njih, ne, ali pa recimo nekoga, ki se prikoplje do nekega položaja, da zlorablja sistem, ne. Tu smo pa lahko videli, da je to cela mreža nekih zdajšnjih funkcionarjev in bivših funkcionarjev, ne. Imamo bivšega ministra, je bil tam omenjen, imamo bivšega državnega sekretarja, imamo bivšega načelnika upravne enote, ki je zdaj direktor enega največjih pač podjetij znotraj holdinga glavnega mesta, in imamo vsaj 2 načelnici pač upravnih enot, ki so zdaj ali pa so bile še do pred kratkim na položaju, ne. In ves ta čas se človeku postavlja vprašanje, ali ti uradnik, ne posebej ta, ki je bil največkrat omenjen, on še zmerom dela, ker se mi zdi, da oddaja Tarča ni odgovorila na to vprašanje, ne. Vmes smo slišali neko pojasnilo, da takrat, ko je bil še gospod Babič, direktor upravne enote, on je zavračal, da bi tega človeka umaknili iz postopkov, tako da mogoče mi ne vemo, on mogoče danes recimo, ne vem, kdorkoli izmed nas ima pač na te upravni enoti pač prosi za kako dovoljenje in mogoče ta trenutek ta človek pač piše to dovoljenje ali pa ga zavrača. Ja, tako sem imel občutek zdaj pri tem Bojanu Babiču, da je v bistvu on ostal da je zdaj pač direktor tržnice in parkirišča, ne, oziroma parkirišča in tržnice, pa da je v bistvu ostal nek neformalni nadnačelnik, ne,
recimo, upravne enote, v Ljubljani in v Litiji, ne? To mogoče še kje. Pa v Kranju, ne? Točno to, ne? Pa še kje drugje. Mi se dostakrat se kdo vpraša, ne? Kako to, da ima recimo prvi predsednik in bivši predsednik Zveze komunistov Milan Kučan tako vpliv, ne? Ja, pa tle imamo primer, kjer je pač sej načelnik upravne enote, ampak bom rekel na rekovajih zgolj načelnik upravne enote, ne? Se pravi, dobi neko bjanko očitno službo pri županu glavnega mesta, ne, kjer vodi pač neko podjetje v okviru holdinga, ki se v bistvu vodi samo, ne, pač javna parkirišče, to ni zdaj, bi rekel, nek zelo zapleten verjetno posel, ne, ljudje pač parkiramo, parkirišče so tam, ker pač večino časa porabi za to, da ureja razne postopke, dovoljenja, zaposlitve za ljudi, za katere to mora urejati in očitno je ta negativna kadrovska selekcija, ne, ta nepotizem privedla do tega, da ta omenjeni ima mogoče, ne vem, po vseh upravnih enotah svoje direktorje, ne, in mi sam še nismo zvedeli, da to ni samo v Litiji ali pa, ne vem, v Ljubljani pa v Kranju, ampak je tudi mogoče še po drugih upravnih enotah enako. Izvoli. Ja, več ali manj je že povedal Aljuš, bistvo, ne, zdaj so pač neke podrobnosti, ko vidiš te akterje, ne, seznam, ki na hitro, tam en moment ga je kamera ujela, ne, in potem se spomniš recimo, ne, da vendarle o teh akterjih pa že vsaj desetletje ali več celo poslušaš zelo podobne zgodbe, ne, sicer zgodbe, ki nikoli niso luč sveta uzrle, potem ti je jasno, da gre tukaj za sistemsko korupcijo, tako kot je povedal tudi Aljuš. Zdaj, konkretno okoli tega Babiča, on se ni zdaj od včeraj, ne. Ta človek je že v 90-ih letih po mojih zelo zanesljivih informacijah, ko je bil še v obveščevalnem sektorju, imel težave z, bom rekel, zakonom. Ne. Mislim, da je celo takrat moral oditi zaradi nekih kršenj carinskih postopkov in podobno. Ne. Samo to, potem, ko je bil v Mariboru direktor Mariborske občine, tako. So ga po 8 mesecih so ga spodili, tako. Ker je imel težave z nevestnim delom, sumom korupcije in podobno. Ampak zdaj vidimo pa, da se je tle nabrala neka ekipca, ki Zoranu Jankoviću blazno paše. Ne? V bistvu vse oddela na mesto njega, ne? In pravzaprav si ljubljanski vožd niti preveč ne maže, bom rekel, rok razen s kakšnimi SMS-i, kot so krasotica z lepimi očmi, ampak tudi ta del Zorana Jankovića, bom rekel, že poznamo iz primera farmacevtke. Jaz mislim, da bo ta država pravzaprav zaživela tisti moment, ko bo vsaj zmanjšala vpliv Zorana Jankovića, vpliv na, bom rekel, postopke v državi in pa seveda postopke v samem mestu. Kar pomeni, ne, da mora priti vlada, ki Zoranu Jankoviću ne bo ugajala in ne bo poslušna in pa hkrati ga je treba zamenjati kot župana. Takrat bomo lahko mi začeli razčiščevati zgodbe vezane na Jankovića oziroma na njegovo družino. On sicer zdaj želi nekako, pa jaz se načeloma s tem strinjam drugače, da se pusti družino primeru, ampak gledajte, te sinovi niso stari 5 let, 4 leta. Družina je tesno upeta. Tako, ne? To so ne? polnoletni ljudje, ki na rovaš imena svojega očeta v bistvu delajo pač kar delajo in so, bom rekel, očitno nedotakljivi. Mislim, fascinantno je, ne, tam, ker je bila pač debata o teh, v Fursu, ne, pa o družini Jankoviću, oziroma Juretu Jankoviću, ne, ker pač ponosno povedo, da je Jure Janković v nekem momentu odplačal, ne vem, v enkratnem znesku, ali bo v roki 800 000 evrov davka. To je cash. V stečajih pa, oziroma v prisilkah pa 4, ne vem koliko evrov, pa 0,72 evrov. Pravi nek cash v ozadju ti Janković imajo. 800 000 evrov preneseš, ni malo, pa nobenemu čudu. Mi ga ne bomo prenesti. Najbolj smešen lik včerajšnje Tarče pa mislim, da je vendarle direktor finančne uprave izpadel. Ker mislim, da tle ste pa pokazali vse tisto, kar se po kuloarjih pravzaprav govori, da je bil postavljen ravno zaradi tega, ne, da dviguje telefon in posluša navodila. Ker ob nedolžnem vprašanju Erike Žnidaršič, ki je potem pa začutila priložnost, ne, in bom rekel, bila kar... Ker ga je imela na pladnju. Imela ga je na penalu, kar se temu v športu reče, ne, se je človek zgubil. Zgubil se je. Dobesedno začel je švicati, govoriti
neumnosti, napadati, agresiven pristop in podobno. In tam pravzaprav vidiš ob dejstvu, da poznaš neke zgodbe, vidiš, da so nam ugrabili državo. Ne? In da taki koristni idioti, kot je on, bojo vedno prišli, bom rekel, do nekih funkcij. Ne? Ampak on, če sem jaz prav razumel njegovo sporočilo, itak je rekel, da je zdaj on za 5 let imenovan, ne? Da ga je Golob imenoval, Ja, za 5 ja, let ja. bo zdaj nišče nič ne more. Ne? Ja, To je on je nekako rekel. v tem ne? prepričanju živi. Ja. Ampak on je v nekem momentu celo rekel, lejte, vi samo malo zakomplicirate z pravnimi postopki, malo se pritožite in tako dalje, če ste velika riba, ne? Tako kot to počnejo Jankovići in Furs vam verjetno ne bo mogel nič, ne? Kaj je to komplicirano. Ne? Samo vprašanje, koliko hoče ta Furs. Jaz mislim, da Furs ima vse možnosti, ima sredstva, ima znanje, ima vse, da se lahko bonga tudi s prvovrstnimi odvetniki. Ne? Furs v BTC-ju iz zasede zapleni Snežičevega Maseratija, to lahko potem tudi Ali pa zapleni. tistemu podjetniku Rubi Lahko tudi hišo. zapleni BMW, s katerim se vozi Namen Janković. Vse to je čisto preprosto. Tle je samo vprašanje, a to želiš ali to ne želiš. Ne? In mi potrebujemo, bom rekel, vodstvo Fursa, ki bo neobremenjeno in ki si bo želelo, oziroma ne bo gledalo na ime in priimek stranke, ampak bo delalo v interesu države. Ker, za božjo voljo, kdo pa more delati, bom rekel, prioritetno za interes države, kot je to Furs. Obveščevalni sektor, Furs in take zadeve. To je bistvo državotvornosti, bom rekel, vsaj v tem smislu nekega davčno poštenega življenja v državi. Je pa Aljuš, ko je pač Tača pokazala tisti posnetek, ne, ki smo ga sicer že prej vsi videli na socialnih omrežjih, ne, Janković pa Golob na zabavi, novoletni zabavi Holdinga Ljubljana, pa odzadje pevka, ne, in ga vprašala potem tega upokojenega tožilca Ferlinca, kaj si meni, da je to spodobno ali ne, je komi da je izjavil, da to ni okej, ne, se videl, ne, mogla celo se mi zdi malo podrezati na tole. To sem prej mogoče pozabil, ravno ta del, ki si Aljuša vprašal. Sej Ferlinc pa Florjančič, sej ona dva, pravzaprav, jaz razumem, da ima neugodno. Sej Zoran Janković ni od včeraj. Ampak kdo bo jih pošlet, ja? Zakaj on dva recimo pesat? Verjetno pride do serije odpovedi, potem pa morajo nekoga najti. Ampak kaj hočem povedati? Zoran Janković ni od včeraj. Zoran Janković seže tudi v aktivne mandate tega Ferlinca in tega Florjančiča. In seveda, da ti je potem neugodno. Ker naslednje vprašanje ti je lahko, ne, kaj ste pa vi delali, ko ste bili tam. Ne. Tako da enostavno, jaz sem že včeraj napisal, ne, tej državi... Florjančič se vidi, da je to vse hotel zvaliti na konkretne sodnike, ne, ki delajo posamezno zadevo. Ne. Ja, ampak on je vodil Vrhovno sodišče tudi takrat, ko je Janković bil še kako aktiven s temi svojimi rabotami. Ne. Tako da, jaz sem včeraj napisal, ne, da ratizacija države je prepotrebna, ampak začeti moramo pa pri, bom rekel, medijih, policiji, tožilstvu in sodstvu. To je bistvo. Izvoli. Ja, jaz bi rekel tako, no. Če začnemo pri Fursu, če sam primerjamo personalno, ne. Magister Ivan Simič, ne, pa zdajšnji direktor finančne uprave, tudi vse jasno. Ne. Se pravi, Simič je bil neustrezen, ne. Se je sam posloval, ko je videl, da itak ne bo imel zaupanja niti ministra, niti predsednika vlade in zdaj kakšnega človeka so tja pripeljali. Ne. Zdaj jaz gospoda ne poznam, hvala Bogu, razen teh običajnih postopkov z finančno upravo, zaenkrat nisem imel nobenega upravka, ampak mene ni prepričal, da on lahko vodi tako inštitucijo in da ta inštitucija ve, kaj dela. Ne. Ker je dobesedno povedal, da pri preprostih primerih, ne, ko nek XY dolguje 500 evrov, mu ni problem hišo zapleniti, ne, v zapletenih primerih, ne, pa pač zadeve grejo na sodišče in tam pač itak se kar izgubi. Ne. Pri čemer mi vemo iz javnega pisanja ta istega Ivana Simiča na svojem blogu oziroma v svoji reviji, ki jo izdaja, ne, kolikokrat sodišče odloči v prid recimo njegovih klientov, pa se Furs na to požvižga in še kar svojo vižo naprej tera. Ne. In na koncu bo res paradoks, ker se zna zgoditi, ne, da bo ta avto, ki kukar ni od Snežiča, pa se Snežič z njim vozi, ne, bomo na koncu res davkoplačevalci te stroške pač poravnali tega postopka, ne, medtem ko tu pač otroci, ne, župana Ljubljane vsem na očeh po istem kopitu se s premičninami prevažajo naokrog, ne, ker to je baje lažje kot nepremičnine, tako je rekel direktor finančne uprave. Se nič ne zgodi. Ne.
Je pa bilo, se mi zdi, še par zanimivih detajlov v tej oddaji Tarča. Eden se mi je posebej tako, sem si ga zapomnil, ne vem, je šlo tu za primer avtocenzure ali za upor proti cenzuri. Ne. Namreč niso omenjali odvetniške družbe, ne, ki zastopa družino Janković in hkrati zastopa tudi mestno občino Ljubljana. In RTV, ja. Se pravi, ja. vse tri. Omenil je potem eden izmed gostov, mislim, da ta mestni svetnik iz Piratov, Feratović. Ja. Feratović je omenil, ne, in voditeljica ni komentirala potem tega nič, naprej tudi razvijala debato v to smer. So pa pokazali Aleksandra Čeferina v takratni vlogi odvetnika enega od sinov Zorana Jankovića, ampak tako, da najprej so ga pokazali hrbet v kadru, te drugič, ko bi ga videli od spredi, so dali pa grafiko čez njegov obraz. Ne. In zdaj ne vem, je to pač bila neka samocenzura ustvarjalcev oddaje ali pa je to bila cenzura pač vodstva RTV in je pa, bi rekel, kot nek izraz upora, ne, da so potem ustvarjalci oddaje ga vsem pokazali. Ker se mi pa zdi, ne, ampak to smo že zelo na detaljih, ampak sej iz podrobnosti dobimo celotno sliko, da ko je pa gospod Feratović omenil Aleksandra Čeferina, pa da ni bilo voditeljici neugodno. Ne. Se mi zdi, da je kar malo nasmešek, ki je všel, češ, ne. Smo le omenili tudi tistega, ki ga mogoče nismo smeli omeniti. Ne, ampak sej, Aljuša, veš, to je res, mislim, bizarna situacija. Ne? To Feratović ima popolnoma prav. Ne? Mislim, odvetniki, Čeferini delajo za Jankovića, zasebno, on jim pa preko Mola plačuje hkrati 300.000 evrov, ne vem, za leto 2. Ne? Ampak hkrati pa v tej situaciji, hkrati je pa tudi Tarča na RTV, za katero spet delajo Čeferini. Ne? To je res, bom rekel, nenormalna situacija. Ja, zanimivo bi bilo videti, ne, kdo pošilja ta grozilna odvetniška pisma na TV Slovenija. Ne? Če ne ravno pač njihov hišni odvetnik, odvetniška pisarna Čeferin. Čeferini pošljo pozorilo pismo in v imenu RTV-ja morajo potem spet Čeferini odgovori Čeferinom. To so včas govorili recimo za oglaševalsko in drugačno agencijo Pristop, ne, da so tako veliki, da zmerom delajo za obe strani, ne, pri čemer, kakor oni skrbijo, da njihovi zaposleni med sabo ne vejo, kdo za koga dela. Šel sem zadnjič slučajno gledati pač te podatke o prihodkih na iPes in sem videl, da je pisarni Čeferin je zdaj pod Golobovo vlado za približno dobrih 15% so jim zrasli prihodki, ne. Načeloma je to kar nek skok. Ne? Za 15% tudi Aleksandar Čeferin medijsko ampak pomaga. Ampak to, kar si ti omenil, Gruma. Grumo, zdaj pač pravijo mi, da Andrej Ribič na Darsu in ta Grum na Fursu sta dve najbolj problematični figuri tega režima. Jaz mislim, da bi jih lahko v tem režimu naštel še kar neki. Ne? Ampak recimo tako, to, kar se dela. Jaz mislim, da bi, okay. Veš, recimo, tako kot je Grum včeraj nastopil na televiziji, včasih nastopi Andrej Ribič, ki pravi, da je umaknil politiko iz oglaševanja in zdaj se oglašuje na Reporterju in Mladini. Ali pa da ste se z Golobom zmenili, da si zbere neki. Pri teh retoričnih sposobnostih pa pri sposobnostih razmišljanja sta kar podobna si. No? Zdaj, ne vem samo, ali sta toliko zaverovana, da po tej vladi ne bo več nič, ne? Da se bo s to vlado v svet ustavil, ne? Ali pa enostavno podcenjujeta ali pa se precenjujeta ali pa karkoli. Skratka, razlogov za to ne poznam, ampak jaz recimo... Je pa ne navadno, da pride on tja in pove, da ne bo več govoriti. Jaz, če bi bil direktor finančne uprave, bi zelo gledal, ne, da me ne povežejo direktno z eno od političnih opcij, ne glede, da si imenovan strani vlade. Ne. Sej so bili tudi, bom rekel, direktori finančnih uprav, pa se jih ni nekako povezovali z političnimi opcijami, to, kako se tega Gruma povezuje. Ampak po vseh zgodbah, ki prihajajo, kdo lahko ima dostop do njega, kdo prihaja v njegovo pisarno, kdo ga to niti ni presenečenje. Na koncu tudi Blaž Zgaga kaže na to, ne, zaposlil se je Blaža Zgago, ne, da očitno se dela na nivo na niso to neke take funkcije, ki so tako malo nekako zelo tako dostojanstvene, umaknjene iz dnevne politike. Ne? Ja, niso, ne, če ti imaš ministra, ki že takrat, ki je bil imenovan za ministra, ne, sem jaz komentiral, da ima zelo primeren priimek, ne, vemo, nomen Stomen, Koritnik. Koritnik, ne, sej on je napisal v mailu, če sem pravilno danes prebral, Rajko Hrvatičev, mislim, to je sploh posebna zgodba. Ne. Rajko Hrvatičev je poslal mail, jaz bi imel službo v Zagrebu ali pa mogoče v Beogradu,
delal bi to, ne bi delal tega, nekaj tazga in na koncu si pristal tukaj kot direktor podjetja v okviru holdinga glavnega mesta. Ne? Se pravi, zakaj bi se on sekiral, da se je vezal na neko politično opcijo? Ne? Sej tudi gospodu Babiču se nič hudega ni zgodil, ko ni bil več načelnik upravne enote, oziroma koritnik, pardon, je podžupan. Ne, ne, sam veš, zadolžen za kulturo. Veste vi, kje je koritnik zaposlen? Kako? Kje je koritnik zaposlen? A veste, jaz ne vem, kje je zaposlen. Koritnik je neprofesionalni podžupan in hkrati je zaposlen kot PR-ovec Univerze Ljubljana. Ja, točno. No, to je, veš, to malo čudno. In na mestu pokriva, se pravi, na mestu pokriva šolstvo in univerzo. Ukvarja se pa z gradbenimi posli. To je možno samo v Sloveniji. Skratka, bivši načelnik upravne enote je postavil. Teh ljudi ni strah, da se veže. Jaz bi rekel, da je obratno. Če mi zdaj pogledamo to zgodbo, tudi v luči tega novoletnega darila božičnega, pač izbranim medijem in tako naprej. Ne. V Sloveniji je lahko vsak novinar, ne. Čisto vsak. Pač nobenih pogojev ni za to. Vsak je lahko novinar. Vsak je lahko urednik, pol vidimo, tudi v končni fazi. Ne. Nekaj sicer so neka pravila, ampak to jih itak noben ne spoštuje, ker tisti, ki bi jih mogli uveljavljati, jih ne uveljavlja. Ne. Vsak je lahko tudi lastnik medija. Ne. Tudi tu imamo zakon, ki predpisuje, kaj mora biti, česa ne sme biti, kjerih medijev ne smeš imeti hkrati v lastništvu, vidimo to na dnevni bazi. Brez veze. Ne. In kar je najhujše, vsak je lahko tudi predsednik vlade. Ker vidimo zdaj, kakšnega predsednika vlade imamo. Ne. In tega predsednika vlade lahko vsaka, ne, tudi sicer zdaj že malo na pol cvetela bivša starleta, pa pač profesionalna oziroma karierna spremljevalka nekih kriptopiramidnih prevarantov, pa doktorje davčnih utaj, pa nekih povspetnikov, pa kvazi estradnih zvezdnikov, vrti okrog prsta. Ne? Ta zga še lažji kot prtisti. Ja, in riba smrdi pri glavi. Ne? Tako da mogoče je v nas problem, da se mi moramo nehati čuditi, da imamo take pač uradnike na upravnih enotah, pa take načelnike upravnih enot, pa take direktorje javnih podjetij glavnega mesta, pa take župane, pa tako naprej. Ker imamo tazga predsednika vlade. Predsednik vlade je še celo v šibkejšem položaju od teh, ne? Kot smo zdaj videli, ta plastična izkaza moči, ne? Najprej vikend žur, ne? Kamor je Zoran Janković pripeljal Roberta Goloba, ne? Sicer njemu verjetno predstavil, da si bo tam delal reklamo za volitve, ampak v resnici kot neko maskoto. Ne? In potem še v ponedeljek, ne? Kjer pač sta se mogla javno dobiti, preden je šel Golob v parlament, kjer je vedel, da bo moral odgovarjati tudi na vprašanja glede očitkov v povezavi z korupcijo in delovanjem župana glavnega mesta. Ne? Se pravi, mi imamo, prej smo rekli, imamo sistemsko korupcijo, na drugi strani imamo pa celo situacijo, kjer je predsednik vlade talc zdaj po novem svoje soproge in pač župana glavnega mesta, ker brez njega ga v resnici ni, ne? Sej, če Golob do zdaj ni vedel, da stoji in pade z Zoranom Jankovićem, po mojem, po teh dveh oddajah Tarča, to še celo njemu jasno, ne? Ja, čeprav je včasih malo počasne pameti, zato ker dejansko ves ta aparat, ki njega ohranja na oblasti, je vezan na nekoga drugega. Aljuša, pa zdaj ta zajtek, ne, pri Zaranu Tošiču, ne, v Le Petit Cafeju, no. Zdaj, Janković pravi, da je to njegova stvar, ne, s kom hodi on v gostilne, ne. Ampak recimo, če pogledamo sestavo tega ne, imamo predsednika vlade med službenim časom, preden je šel v parlament, imamo njegovo soprogo, ne, zdaj imamo Zorana Jankovića in imamo šefinjo kabineta Zorana Jankovića, ki je zraven. Kaj recimo taka sestava pomeni? Po kmečki logiki. V Parizu mislim, da se je to, ne, pač pred drugo svetovno vojno se je ta praksa neka razvila, ne, kjer so se v lokalih v posebnih sobah tako pari dobivali, pa je bilo tako rendezvous, pa tako ne vem kva pa to. Ne. To je ena možna razlaga. Druga razlaga je pa ta, da bolj politična. Ne. To lahko reče župan svoji soprogi, da njo nič ne briga, s kom se on dobiva, ne? Recimo svojo šefinjo kabineta, pa še s kiro drugo damo. Ne more pa tega reči kot župan glavnega mesta. Ne? Jasno, da to ni njuna stvar, ne? Ker to je pač nekaj, kar ona dva počneta, ker se ne dobivata kot zasebnika. Pa tudi, če bi se dobivala kot zasebnika, morata paziti, kje se dobivata. Ne? Ker ona dva, dokler sta na funkciji, nista v resnici zasebnika, ne? Ampak sta na javni funkciji. Imamo predsednika vlade in župana glavnega mesta. Ne? Se pravi, vse, kar je povezano z njima, je javna stvar. Vse je v interesu javnosti. In javnost ima pravico, ne samo pravico, ampak ima javnost. Ona dva imata dolžnost, da v tem pač javnost obveščata. Ne? To pa, da si izberete
imate ravno lokal, ne, ki je v lasti nekoga, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi trgovine z drogo, ne, Na zaporno kazen. na zaporno kazen, je pa sploh problem. Ne sam iz varnostno-obveščevalnega vidika ta hip, ne, ampak iz tega, kakšni ljudje nam vladajo, kakšen občutek imamo. Ne. Jaz sem 100%, da če bi mi zdaj šli vprašati župana glavnega mesta, bi on mirno rekel, da je gospod Tošič zanj nedolžen in da super, pa fajn del sodeluje z občino in tako naprej. In mogoče, in verjetno ima predsednik vlade enako stališče, soproga predsednika vlade siguren, ne, glede na to, kako so jo prepovedane droge že v študentskih časih zanimale, ne, pa je z tega celo diplomirala. Tako da, to smo mi zdaj, ne? Ampak težava, ki jo jaz vidim, je to. Ne? Prej sem rekel, vsak je lahko novinar, vsak je lahko urednik, vsak je lahko lastnik medija, vsak je lahko predsednik vlade. Samo en pogoj morajo vsi ti izpolnjevati. Ne? Sam, da ni Janša. Ja. Se pravi, pogoj je antijanšizem. In očitno smo mi prišli do točke, da v imenu antijanšizma je vse dovoljeno in je vse sveto. Ne? Ker to, kar smo mi priča zdaj, recimo v oddajah Tarča, je za moj okus neke vrste moralno sojenje. Ne? Očitno je pravosodno-represivni aparat ocenil, da ne znajo, ne morejo ali pa jim ne bojo dovolili speljati pač teh postopkov in so dali zadeve v javnost. Ne? Videli smo, da stvari se vleče že praktično 5 let, že od leta 2020 neka preiskovalna dejanja, 4 leta stari prisluhi, ne vem kaj. Kot nek izraz nemoči. Ne? In zdaj nas bojo potolažili v narekovajih z nekim moralnim sojenjem na televiziji, pa mogoče še v kakem mediju, ne? Kazenskih, pač bi rekel, pravnega sodnega epiloga očitno ne bo, to je moja bojazen. In bomo imeli podobno situacijo, kot smo imeli v mikroobliki zdaj pri dogodkih v Novem mestu, ne? Ker je nedolžen človek umrl, tam je bil nek spontan revolt, ni bil nek shod, prišel je Golob, malo so mu žvižgali, on je napovedal nek zakon ni uredil nič od tega, kar bi naj uredil, vsi ti problemi so ostali enaki ali pa še bolj pereči glede sobivanja z romsko skupnostjo tam, si je pa omogočil pač neke druge stvari, ki jih bo lahko uporabil proti svojim političnim nasprotnikom ali pa komorkoli že. In mi smo zdaj vsi potešeni, ne, ker pač zdaj pa je vse v redu, v resnici pa nič ni zgodilo. Jaz se bojim, da bo samo še to, da bo ti Tarči, da bo to nek labodni izpev, tako sem rekel, neka pač moralno sojenje, ne, da bomo mi rekli, to je pa grozno, karavana bo šla pa dalje. Jaz sicer imam teorijo okoli tega, zakaj se gre vedno na Jankovića, kada je potrebno ustvariti nek ventil, ne, za javno mnenje. Ne vem, če se bo spomnila, ko je portal Necenzuriran od Goloba štartov, so imeli prvi članek o Jankovići. Mislim, da je bil dan Janković Tarča. S tem so hoteli pač pokazati, da so objektivni. Niso pod kontrolo. Hoče reči, da tudi bojo pazili o tem, kaj dela levica in tako dalje. In zdaj se ponovi ista zgodba. Ker pravzaprav res Janković te kandidira na volitvah in tako dalje, gre v bistvu za neke stare stvari, ne? In evidentno je, da jim je to nekdo dal, ne? Se pa nekdo iz tožilstva. Zato je v bistvu moje naslednje vprašanje, kdo po vajnem mnenju, ne, je dal in zakaj so dali to Tarči. Ja, na prvo žogo bi rekel, nadaljeval bi tam, kjer je Juš začel. Ne? Nekdo, ki je frustriran in ki se zaveda, da sodstvo in tožilstvo ne bo k tej zadevi prišli do dna. Ne? Ker izkušnje nas učijo, če so neizpodbitni dokazi, bojo Zoranu Jankoviću, bojo pa pozabili vložiti ali pa karkoli. Skratka, pri Zoranu Jankoviću se vedno najde rešitev. Ne? Vedno je ta rešitev taka, da gre njemu na roko. Ne? Zdaj, ali za stara zadeva, ali karkoli. Zdaj, mimogrede samo še to. Ne? Sej v končni fazi on je sam rekel, ne? Da je župan 24/7. Ne? Ampak to je za potrebe ustvarjanja neke mitomanije, ne, prijaznih intervjujev, ker je želel se pokazati, ker mi smo narod mitomanov, ne, da smo si na jasnem. Ne. Poglejte Zorana Jankovića, poglejte Goloba, poglejte zdaj Niko Kovač. Vse to temelji na mitomaniji. Sami heroji. Naravno, tako. Ne. Tako da enostavno, kadar mu pač paše, kadar pa ne. Družina, kadar mu paše, je z družino in jo zagovarja, kadar mu pa ne paše, pa čisto vse. Enako kot Golob, ne? Tako. Zaščitil bom družino, ne, se je spremenilo v promoviral bom do obisti, si bom popularnost. Tako da jaz mislim, da nekdo, ki je res frustriran zaradi tega, ker mogoče celo že predvideva, kakšen bo izplen tega sodnega postopka, ne verjame, bom rekel, pravni državi in se je potem odločil, da pravzaprav po svoje naredi tudi uslugo Eriki Žnidaršič, ki jo bojda ukinjajo, ne.
in da na koncu, čeprav je končala, da se vidimo 8. oziroma januarja. Z drugačnim konceptom. Skratka, nekdo, ampak sej to je pozitivno, to kaže recimo, da tudi v pravosodnem sistemu obstajajo ljudje, jaz celo verjamem, da jih je večina. In da to, kar vidimo v postopkih zoper Zorana Jankovića, sodnice, tožilke in podobno, da je to manjšina, predsednike sodišč, ki so že padli pravzaprav. So že padli. Ja, letos je bila velika čistka. Tako da jaz verjamem... Za majhne darila, za majhen denar. Kakšno steklenico ruma, parkirno dovolilnico. Jaz želim verjeti, recimo, da je tudi v pravosodju, in če je to prva lastovka, ki kaže, da je v pravosodju, da imajo nekateri tega dovolj, in če jaz naivno mislim, da je taka vendarle v pravosodju večina, potem jaz verjamem, da to državo čakajo lepši časi. Če pa ne, potem smo pa mi pravzaprav, ne vem. Ja, zdaj to, Aljoška, si pač zdaj rekel ta rum, no, mislim, to je res, ta rum je meni fascinantno. Jaz nisem vedel, da se ta rum še toliko pije, kako? Očitno v teh nekih kaviar socialističnih krogih je popularen. Brezova. Si zaželel. Ampak povsod, kjer je pa pizdarija, se pravičujem izrazu, je pa Brezovar zraven. Od časa, ampak kaj je pa paradoksalno? Po drugi strani, nam pa Miro Cerar zdaj skače iz televizijskih ekranov, govori o morali in etiki spet, kot da smo pozabili. To so pa njegovi kadri, ne? Ja. To so njegovi kadri. Sicer na konc ga je nekako dal na stran, ampak trajale koliko 3 leta. Si to pravim, da je važno, da imaš licenco. Ne? Se pravi, če imaš licenco antijanšizma, pol ni važno, kaj počneš, kaj govoriš, vse se ti oprosti, zmerom boš lahko prišel nazaj, zmerom boš rehabilitiran. Ne vem, kaj je bolj noro, to, da gledamo Mira Cerarja, ali da gledamo recimo Katarino Kresal, Bogdana Biščaka in ne vem koga, da nam tu razlagajo, zdaj, kako bi mogli biti, kako ni, kaj je v redu, kaj ni v redu. Ne? To je pač slovenska realnost. Ne? Kaj pa ti zneski, sem videl, ki se sučijo, tam je neka tarifa, med 7 21. Cifra varira od 7 do 21 varira cifra. Dnevno razpoloženje, ali kaj, ne vem. Kako pa je do teh postav? Ali pa koliko figur umestiš v... Ne, mislim, to sem prej rekel sistemska korupcija. In sem videl, Brezova je prišel na 11,000. Tam je neka skupina investitorjev, če sem prav razumel, ne? In eden je nekaj rekel, da se mu to gravža. Se pravi, ni rekel, da ne bo, ampak se mu gravža. Pač škrt je po moje. In se mu je zdelo, veš, ona je rekla, to so visoke civilke, moram z njimi. Ampak na koncu je rekla, dajmo nakup, zera plačilo, brez tega ne moramo, je napisala, se bojim, sicer je tisto bilo bolj tako, veš, ker ne navijam za Dinamo, jaz tudi ne, veš, tako, ni bilo zdaj neki, da bi rekel, da ima res neke moralne zadržke in očitno zadeva šla skozi. Saj tožilstvo tako meni, tako so zapisali, da je pač on prejel plačilo, ker je tam nekaj posredoval, da so oni tisto dovoljenje dobili. Ne? Zato sem jaz rekel sistemska korupcija. Očitno je to ljudje že, greš na upravno enoto, moraš tam neke koleke plačati, pa zraven moraš podmazati unga, da ti da dovoljenje za tisto, za kar objektivno ne izpolnjuješ pogoja. Ampak tale pač, ki je delala za to podjetje, ta, ne vem, lobijska, projektantka, je imela vse tako dober izraz, gre za velike zneske, moram z vodstvom skomunicirati. Z investitorji morajo skomunicirati. Tako dober izraz je imela, ampak tista direktorica uprave iz Litije, je pa kar po domači povedal, upravne enote sem se ustavila, sem dobila, sem vesela. In še znanci je napisal, super, bo šla čez mesec. To je to. Ker dejansko zdaj, ker je pač tukaj so v gradbeni posli te, so uspredno tabelvi, pa kanalci, nič, drekovod in tako naprej. In danes, ko sem se pelil sem pač, da bomo posneli ta pogovor. Nisi se nekje ustavil? To srečo sem imel, ker sem enega otroka sem odložil v Tivolijo, ki gre na nek turnir in sem tam videl tisti zmazek, ki je nastal zdaj iz Ilirije, se pravi, ti sploh nimaš te ljubljanske vedute, ki smo jo prej kakor branili in je to bila ena iz glavnih značilnosti Slovenije, se pravi, mehek prehod iz Tivolija v mesto, tega ni več. Pol sem šel še nekaj okrog, sem se tu pelil po Dunajski, sem videl to, kar zdaj nastaja tukaj okrog železniške postaje in me je tudi šokiralo, da tudi tu ne bomo nič več videli, zato ker in to je res neverjetno in to je simbol tega. In dejansko pa jaz sem recimo laik, sem se pa pogovarjal tudi z enim projektantom, ki na nekem projektu sodelujemo in imamo isto rekel, da to, kar so zdaj naredili iz Ljubljane, da to je grozno. Ampak ker ni važno je pač, če je denar,
potem župan najde interes, zdaj koliko tega denarja pri njemu osebno konča, to ne vemo, koliko pri nekih njegovih teh, koliko tisti, ki so njegovi tam neki, imajo neke apanaže pri njemu, to kaj zaslužijo, koliko pač da on kukar v neke dobrodelne namene, nekim cerkvam, pa nekim društvom, pa nekim športnim klubom. Ampak tudi tu verjetno kaj dobi nazaj, ne? Ampak v končni fazi, če pride nek kapital tja, ni problem, ne? Ni problem. Takrat, ko pa se neka krivica nekemu navadnemu državljanu zgodi, ker je pa sistem nemočen, nič ne more, vije roke, ali ga pa še kaznuje zato, ker ga je nekdo v 15. okrog prinesel v peharo in tak naprej. V čem je catch? Če nič drugega, če gremo milo obliko gledati. Se pravi, investitorji so dali nek denar, bom rekel... spisek je dobil ta, avstrijski državljan, ki je postavil ta Belvi. Ne vem, tam, ne Slovana, že prvo je to, da je to nagnusno favoriziranje nekega kluba znotraj Ljubljane, najprej ki ima recimo, ne vem, 5-6... Ampak mi pravi, da zdaj, kar zadeva Jankovića, vse gre na Slovan. Vse gre na Slovan, ja. Pa ACH, pa Ilija. Ja, ne. Kar se tiče pa tega, ker sem rekel mehka varianta, nekdo je dobil nekaj, kar mogoče ne bi dobil, če ne bi obljubljal teh bom rekel, donacij ali karkoli že. Zdaj, župan pravi, se nisem nič jaz dobil. Drži, ne? Ampak ta nekdo mogoče ne bi dobil, če tebi ne bi obljubil ali pa tvojim sodelavcem, da bo razdelil nekaj denarja, ne? In potem, bom rekel, gre to jasno čez. Zdaj, lahko je pa tudi kontravarianta, lahko pa župan tudi da s svojimi pristojnostmi kakšne popuste pri, ne vem, zadevah, ki se tičejo mola, ker investitorje mogoče ni treba plačati 100% deležev, pa gre to tja, pa gre to tja, pa gre to tja, ampak tle smo spet oškodovani, tle lahko potem mesto, ne vem, lahko kakšen vrtec zgradi s tistim denarjem, ali pa karkoli, ali pa cesto. Skratka, to je balkanski način funkcioniranja, kar Janković dela. To so, in prodaja nam potem v javnosti tudi balkanske škose. Mesto je njegovo družinsko podjetje, in on dela z njim, kar hoče. Tako je. Jaz mislim, da on ima sploh, da je njegov vrednostni sistem drugačen kot mogoče našega. Jaz mislim, da te provizije, pa to se njemu zdi, da to da mu pripada. To je povsem normalno. Zato se on včasih mogoče res čuti, da se ga bo dela krivica, ker se ga zdaj tle razgalja in tako dalje. Kaj pa počnete? On je poslal zelo jasno sporočilo, se pravi s tem žurom, z Golobom za novo leto in z tem pač zajtrkom, ki je bil prikladno zdaj pač posnet in dan v javnosti, je v bistvu poslal sporočilo. Ne samo, da se meni ne bo nič zgodil, ampak meni se ne bo nič zgodil, zato ker imam tudi Goloba in Tino v končni fazi Robertino v pesti, v šahu. In zdaj vsi tisti, ki so mogoče še, bi rekel, ki niso šli skozi to kadrovsko sito, ki smo ga zdaj tudi videli plastično v teh oddajah, da so sami naši, so lahko zgubili še zadnje upanje, če so ga prej imeli kaj, da se bo tu kaj zgodilo. Ker jasno je, da sistem ne bo pustil, da zdaj pade Janković in sistem ne bo pustil, da pade Golob. Ker če bi ta dva slučajno padla, kdo nas bo pa potem pred Janšo reševal? In smo spet na začetku. Se pravi, tu je Janko Menica, najprej prvi del mandata Goloba bi jaz opredelil kot to, da smo bolečo resnico spoznali, da nam vlada najbolj primitiven politikanski populizem balkanskega tipa, ko si ga lahko zamisliš, Tina Gaber, ki je ukradla Božič in ta klientelizem in korupcijo in vse to. Zdaj smo pa dobili še potrditev, da je to zdaj pač, da je to sistem. Se pravi, da to ni nekaj, kar je vezano na Goloba, pa pač mogoče, če bo on šel, bomo mi šli nazaj v stare tilnice, ne. Od zdaj naprej, noben, ki ne bo deloval po teh principih, jaz se bojim, nima nobenih šans, da v politiki uspe kot anti-Janša kandidat. Samo tukaj zdaj ne gre več, po mojem, sam za zgodbo Janković-Golob, pa gre za neko zgodbo ali širšo, gre za zgodbo Kučan, Janković-Golob. Mesec. Ja, pa Čeferin, pa vsi, ki imajo licenco, teh je ogromno. Mesec tudi, Vsi mesec tudi, zato, da ustraja v tej zgodbi, so dobili pa ne vem, kulturo, pa so dobili ideologijo. V tem intervjuju Aleksandra Čeferina, zdaj prečkaj jutri izide v Delu, sem bral v napovedi, vidim, da Čeferin se tudi pove, da lahko si bogat in lahko si levičar, To je on zdaj ideološko. Niso ga doma naučili, da to, kar oni delajo, ni levičarstvo. In hkrati, ko si videl KPK,
nas ne sme več obsojati. Ja. KPK so 3 mandeljci, ki se zaprejo v sobo in nas obsodijo in to več ne gre. Lahko si skorumpiran, pa si nedolžen. Ne? Ja, To bo verjetno tako. naslednjem intervjuju. Ja. Ne, pa je pa v tem intervjuju Tako da tudi vidim, da nekaj se jasno- gre se kar neki korakov naprej. Ja, se je pa v tem intervjuju- okoli te nedotakljivosti. Ja, je pa v tem intervjuju še nekaj zelo jasno Čeferinovem, ne? Da očitno res vlada težek strah pred izgubo oblasti, ne? Ker če je še lansko leto ali pa 2 let nazaj Aleksandar Čeferin trdil, da ga slovenska politika ne zanima, ne? Pa je zdaj že dopustil to možnost. Skratka, očitno se v omrežju ocenjuje, da bojo, pač, jaz temu lahko rečem, volilne ovce potrebovale novega mesijo. Ne? In jaz mislim, da edini, ki je v tej državi, on pravi na levem polu, jaz pravim na lažno levem polu, ne? Tak, da lahko premaga Janšo, je očitno še Čeferin. Ne? Mislim, da je Drugega ni Čeferin več, zdaj ne. dosti jasno povedal, če spomladi oziroma februarja, mislim, da so volitve 2027, ne bom izvoljen znova za predsednika Ja, on bo UEFA, šel potem kaj v si se rekel, da ne bo slovensko kandidiral, pa zdaj spet Ja, kandidira, ja, ja. očitno, potem bo verjetno, potem pa Ja, ja, očitno potem bo gre to- v slovensko politiko. Ja. se pravi, nedvomno. kandidira za predsednika države. Sej, verjetno, ne. lažni mesije pa zdaj vidim, TV voditelji postajajo. Ne? Ja. Škoda. Kako misliš lažni mesije? Ja, te, ki so bili predestinirani za mesije, pa se ni šlo. Ne? Pa za nosilce liste nekih Dobro, gremo malo naprej. evropskih Zdaj, volitev. pogovarjali smo se že prej udajali, ne, o tem famozni deklaraciji My Voice, My Choice, ne, ki je zdaj pač nekako v parlamentu, v Evropskem parlamentu dobila dovolj glasov, šla je, ne, skozi, kot se temu reče, ne, nikako vas televizija veliko zmaga, ampak ko človek to prebere, to je v bistvu neka taka deklaracija, kot da bi recimo parlament sprejel, da je ta oddaja ura resnice super oddaja, ne. Ali pa, Takem nivoju, ali če pa več- da nam priporoča više kozarce. Nikogar ničesar ne zavezuje. nič. Ne. Lej, prej sem že omenil, ne, Je pa bila fascinantna kampanja. Ne. ja, ampak vse to je tisto, kar sem že omenil, to je ta del mitomanije, ne, slovenske. Ne. Mi smo odprli novo stranico mitomanije in recimo zdaj je ta ime predvsem 8. marec oziroma Nika Kovač. Jaz bi vse, ki imajo to Po možnost... Titu, Janković, Golob, Po Nika Kovača. Titu, Ja. verjetno lokalni s tisto heroji, Petri Klepci, ne. Repetovo knjigo vidimo, da še Kučan, recimo, pa tudi na desni, bom rekel, najdemo te, bom rekel, nekako te mite. Ja. Ampak levica prednači definitivno ta moment. Jaz mislim, da jaz nikoli nimam navade pozivati, da si ljudje preberejo kakršenkoli zapis politika, kateregakoli politika, ampak danes bi pa res bi pa ljudi pozval, da si preberejo ta zapis današnji, mislim, da ga je objavil na Facebooku Mateja Tonina, ne, ki se je mogoče najbolj ukvarjal. Tam razgali to princeso ideologije Niko Kovač, pokaže, kakšna je vrednost tega, kar je kao dosegla in na kakšen način to slovenski mediji pumpajo. Ne? In tam se potem vidi. In zdaj nadaljnji korak, jaz ne bom nič govoril o tem, kaj je tam zapisal Tonin, ampak načeloma moj scenarij ali pa predvidevanje scenarija, ki gre, v naslednjem mesecu bo tudi, če pade na Evropski komisiji, kar je verjetnost, recimo, ne, da ta pobuda My Voice, My Choice pade na Evropski komisiji, pa tudi, če gre čez, nič ne zavezuje nikogar, ne, ampak za slovenske medije, za slovenska omrežja, za ta anti-Janša blok je pa to zelo pomembno, ker volitve so pred vrati, Nika Kovač kot zadnje upanje, ki lahko obrne ta trend, vidimo, Golob ne more čez tistih 15, pa če ga Orang nateguje, tista mediana. Stampedu, Tako, ne? In bo to pravzaprav zdaj Nika Kovač, pravzaprav ta mitomanka, sredstvo za nabiranje glasov Golobu in pa mogoče tudi kasneje v istem letu Zoranu Jankoviću. Ne vemo, ne? Zdaj, nekateri mi govorijo, da se bo še za en mandat odločil. Tako da to je pač ta novodobna. Če pa ona zdaj pravi, da se mora spočiti, ne, zdaj verjetno gre kam, ne vem, Brazilijo, Ja, počivala bo toliko časa, kolikor ji bojo strukture. Potem je rekla, da se bo umaknila, iz nevladniških se lahko struktur. umakne iz teh nevladnih struktur, pa še vedno podpira, oziroma zdaj prostor, ona gre lahko tudi v Lidl delati, pa bo dobila prostor v slovenskih medijih, da smo si najasni. Če se bo umaknila iz nevladniških vrst, se bo v politične vrste Ja, logično, se nima kam drugam. Drugam se bo težko umaknila. Ti pričakuješ to? Ja, jaz pričakujem, da ja. Če bo Že pred temi volitvami, če bo nujno, ne? Ja. Če bo nujno, ker dejansko
Zdaj, jaz mislim, da nekaj časa je imponiral, ne, da je zdajšnji predsednik vlade mogel kot šolarček sedeti tam na Trgu Republike pa dvigovati loparčke, tako kot je ona ukazovala, ampak na koncu, saj Nika Kovač, vemo, iz kje izhaja, ne. Ona je tudi en tak levičar po duši, ne, po vsem ostalem pa ne levičar, ne, ker fajta s polno ritjo, ne, in fajta zmerom tam, ko ni fajta, ne. Tako. Jaz nikogar od teh silnih levičarjev, nje, Aste Vrečko, Luka Mesca in tako naprej, kaj šele Roberta Goloba, nisem videl, ko smo mi sedeli na tleh pred buldožerji, ki jih je na Metelkovo poslala takratna županja Vika Potočnik, da v Metelkovo porušila, ne, ker je pač tam hotela imeti neke gradbene projekte. Ti si sedel? Jaz tam sedel, ne, pred tistimi buldožerji. Nobenega od teh tam ni bilo, ne, to v njihovem levičarstvu. In zdaj pač, ne, s polno ritjo, kot pravijo, ne, je lahko sreti in Nika Kovač zdaj fajta in pa vidi, ne, Golobu prihodki rastejo, ne, Star Solar, Borzen, biznis to laufa, Tina Gaber potuje, ne, dizajnerske obleke, dizajnerske torbice, ovo, ono, drugo, tretje, nje je ostal sam fajt, ne. Mogoče se je naveličila tega fajta. Ja, pa vsem dobila 700, je dobila 800 € na računu. Ja, sej, in pravim, ne, ti njeni projekti, kot jih jaz zdaj vidim, je to, da je začela iz fajta prehajati v neki, ne, business fight. Business fight, ja. In to te nabirke, ne, te GoFundMe, neki crowdfunding, se pravi, neko financiranje, joj, mečejo nam polena pod noge, moramo ostati še en mesec v Bruslu in tako naprej. Ja. In to je res super, jaz računam, da bo Matej Tonin, ko ne bo več europoslanc, naj gre za dopisnike Tarče iz Brusla, ker to mu gre, ne, alternativno kariero ima recimo zagotovljeno, ne, ampak dejansko, če bo sila, ne, bojo angažirali Niko Kovač, Aleksandra Čeferina, kogarkoli že. To bojo. Da bo branil to, da Bog ne daj, da pride Janša, ne. In zato sem prej rekel, da jaz nisem optimist, jaz mislim, da te vdaje, to, kar je vam prišlo, tudi te postopki, to ne bo nič spremenilo. In tudi na rejting Goloba bo ostal tak, kakršen je. Ker vsi glasovi, ki jih bo Golob dobil na teh volitvah, bojo tako rekoč kupljeni, ne. Ja, vem, to ne bo dosti. Kupljeni bo, bo, kakor bo, ampak bojo kupljeni, ne. Se pravi, imamo ta črnogorski, zdaj bi rabili sicer Sebastiana Jeretiča tu daje, da bi to razložil, ampak črnogorski princip politike smo mi zdaj prišli, kjer v bistvu vsak glas je kupljen. Ali sorodstveno, ali prek službe, ali prek denarja, ne. Se pravi, javni sektor, dvignil sem vam plače, dal sem vam božičnico, ne, na holdingu isto, ne, hodi tja, pač ne volj tunga drugega, vam bom božičnico pač vzel, ne, Janković igra na te, pač bi rekel, bivše jugoslovanske note, ne, pa mi Srbi, pa gor pa dol, ne, ampak, a vidite, kakšna dvolična politika to recimo je, ne, samo dva primera dam plastična. Zoran Janković, jaz sem ga videl na uradnih protokolarnih dogodkih v Jobci pa v Coklah, ne. Na TV Slovenijo je prišel, ne, v obleki in s kravato, ne v Tarčo, kamor so ga vabili, ne, ampak pač seveda so spet pokleknili nikogaršnji hlapci in so mu drug dan dali solo termin, da jim tam pač soli pamet, v obleki s kravato, ne. To je pač en primer te dvolične, da tako rečem, politike, ne, kjer nas pač neki prepričujejo, čisto drugače pa v bistvu pol delajo, se obnašajo, ne. Ta drugi mi je pa zdaj všel, če se spomnim, ga bom kasneje povedal. Zdaj bo šel. Ja, zdaj sem se toliko tega Jankovića, da mi je to. Bom pa jaz tle nadaljeval. Sej Nika Kovač. To kupovanje teh glasov, ne, ki grejo Golobu, vidim pa, da potaplja levico, ne? Ker Golob očitno vleče, pa zdaj nas je vse te glasove, ne? Bazen je omejen, ne? Ja. Bazen je omejen. Nika Kovač s to zgodbo pravzaprav jim pride k obliž na rano, to je njihova, bom rekel, filozofija, za to zgodbo Janković-Golob, ne? Na to navezavo, ne? Ker mi vidimo, ne, predvsej neopredeljenih, Golob v rejting praktično na kakršnokoli darilo bombonček ne zraste, tudi za promil ne več, ne. Pa kogarkoli to, bom rekel, Medijana nategvala, ne moreš nategniti na ne vem koliko, ne. Tako da ta zgodba, zdaj jaz imam samo dilemo, ne, ali bo to Nika Kovač kot ženska, ki je osvojila Evropo, ne, ali pa bo to odrezana Jožina Titova glava v Velenju. Zdaj, tle sem malo v dilemi, ali bosta pa obe zgodbi šli pravzaprav usporedno. Ampak dejstvo je, da ta vlada nima kaj za pokazati in zato mora zdaj angažirati
spet te, bom rekel, ulične bojevnike ali pa malo bolj hotelske bojevnike, že ne, ker nikako vače bolj hotelski bojevnik, ne, da enostavno z neko lažno manipulativno retoriko probajo zagotoviti Golobu še en mandat. Ne nazadnje, to kaže, če sta opazila novi zapis, ali to včeraj ali predvčerajšnjem na družbenih omrežjih, ne, Mukija Dobrinič, ali kako se že piše, Nov dan, ali kaj je že, ne, ker je naredil neko, bom rekel, neko grafiko, ne, da ta vlada je zagotovila oziroma izpolnila 60%. Mislim, se je dobi 60%. Ja, ne. Ampak, če greš pa gledati, je pa še 14 dni nazaj ta Muki spet dobil en denar od države. Tako da, enostavno, to je to. Sem se spomnil drugega plastičnega dokaza. Ja, Zoran Janković je prepovedal trubače. Ne? Ja, ne, prepovedal vse. Ja, vem, ampak napisali so samo trubače. Zdaj temu sledi Mali Janković v Mariboru, ne? Ja. Senović, ne? Ja, Aj tudi prepovedal. Zdaj gre na zmesi se. Ampak se pravi, ne, človek, ki če kaj posluša trubače, ne, je zato, da spet zaščiti lastno rit, ne, je prepovedal kukar trubače. Ne. In zdaj grejo na živce. Ne? Ja, seveda mu grejo na živce. Zakaj mu pa grejo na živce? Zato, ker zdaj vidimo že po hrvaških medijih, ne, so bile velike debate, da kakšen je to nek zdaj tu pač čaršijski nov let v Ljubljani, pa tako, pa ne vem kaj, da to čisti Balkan, da je isto kot v Guči, ne, da to več za nikamer ne gre in je pač on ocenil, ne, mogoče se bo pa to zdaj prijelo, da je to neka balkanizacija, pa vsa ta korupcija, pa to, ne, in spet, kaj je najbolj neškodljivo, ne, on je prepovedal kukar te trubače, ne. Je pa smerila možna tudi druga razlaga, ne, da oni niso plačali to, ko bi mogli plačati za to, da se tam špilajo, ne, in jim je ukinil pač licenco. Čakaj, glej, se pravi po tej logiki zdaj, če se vidva spomnite, kaj je bilo to eno poletje, ko je tisti bosanski antifašist, ki je bil na zasedanju nekega ljubljanskega in je kritiziral Zorana Jankovića, zdaj lahko pričakujemo tudi, bom rekel, da bo ukinil antifašiste, ne? Ja, čisto možno, če ne bojo... Mimogrede, a sta mogoče videla tisti odziv Roberta Goloba na debato Anžeta Logarja. Logar je posredno zagrozil s tem, da bo o njem ven prišli neki podatki. Seveda tisto. Pazi, predsednik vlade ima FURS, ima policijo, ima vojsko. Zelo nervozna reakcija, pa zelo tista reakcija, ne vem, 15-letnega Petelina pred diskoteko, ne, se ti že videl, kaj sem jaz. Ne, to šlo ali kako je to? Ne, to je on. Vem, samo ne možeš groziti zdaj poslancu, da boš o njemu spravil v neke podatke. To je on. Kaj je bistvo? Anže Logar je dojel eno stvar, da je bil on pravzaprav najbolj popularen, torej, da popularnost politična mu je zrasla takrat, ko je vodil to komisijo za odkrivanje teh nečednosti. Ne? V bankah. Tako. Ja. In iz tam je on res nek kredit, dober politični kredit potegnil in zdaj nekdo mu je očitno to prešepnil, ne, ker do zdaj tega ni koristil, zdaj pa je, da pravzaprav je to dobro, da se s tem ukvarja in ne, bom rekel, to, kar njegovi neki svetovalci kažejo, ne, s tem, kdo bo vodil SDS. Ne. Tako da jaz mislim, da je to pozitivna sprememba Anžeta Logarja, ki je pravzaprav mu lahko pripelje uspeh. Po drugi strani pa je ta živčna reakcija Goloba ravno pokazatelj tega, da je želel zaščititi tiste, ki so v tistem odkrivanju bančne luknje bili pravzaprav največji akteri tistega Logarjevega odkrivanja oziroma tistega poročila. Ne. Tako da, a veš, Golob iz te svoje narcisoidnosti zdaj ni v fazi samo, da ščiti samo sebe, ampak glede na to, da mu visi politična, bom rekel, bodočnost, ne, mora zaščititi tudi krog okoli sebe. To je ta krog, ki ga drži še nad gladino. Ne. In v tem primeru mislim, da je to posledica oziroma je to vzrok tega napada na Logarja. Dva momenta se tu po moje boje. Ne. Prvo je, če bi rekli vulgarno, Logarju so očitno zrasla jajca nazaj, ne. In je očitno res ugotovil, da največji zmagovalec potencialni tega, da ne, je prej Belič zavrnil povezovanje z SD-om in hkrati dokončno pokazal, da on ne more biti alternativa pač Golobu pa Janši, ne, ker je on v taboru Goloba, je lahko Logar, ne. To je pač prvi ta moment in drugi moment je ta, kot je rekel Miran, ne. Se pravi, Logar
bi rekel, z nekim tem finim načinom ne more parirati temu, kar se tu dogaja, ne, v Sloveniji. Ker če imaš ti na eni strani sistemsko korupcijo, če imaš ta najbolj pritlehen politikanski populizem, proti temu se, bi rekel, s politiko čistih rok dobesedno ne da boriti. Ne. Je pa treba vedeti, da na drugi strani imamo pa koga, ne, Roberta Goloba, ki še nobenega ni do zdaj obtožil, da je pogumen. Ne. Prej bi rekli, to je nek navaden pezde. Ne? In ko pezdeti naredijo, ja, boš ti že videl, bom jaz svojega očita poklical, pa bo moj oči prišel, pa bo ti moj oči, pa te bo to. Ne? In verjetno je potem takoj iz parlamenta nazaj tekel jokat Zoran Janković, če ti videl, kaj mi je Logar rekel. Ja, kaj mi je Logar rekel, če bom pa jaz, če ne vem kaj. Ne? Skratka, človek, ki ne obvladuje sebe, ne, svojih emocionalnih stanj, kako če obvladovati pol neko vlado, neko državo. Jasno je, da tega ne dela. Ne. Ampak spet, nima to veze, mi to lahko vidimo, to lahko kot nek antropološki fenomen tam pogledamo, lahko ga zaradi mene različne stroke preučujejo, ampak kar je naš osnovni problem je to, kako se to pozna na političnih odločitvah, političnem procesu, politični podpori. Ne. Zaenkrat, če ne gre, ne, za kak referendum ali pa evropske volitve, smo videli, da se nažalost nič ne pozna. Jaz srčno upam, da bo marca drugače. Res upam, da bo ljudje marca rekli, za malo pa dosti tega, pa če bo druge barve politika prišla, pa se bo enako obnašala, seveda upam, da bo tudi takrat rekli, da imamo dosti. Ampak zdaj imamo to politiko, te barve, ki točno to dela. In zdaj je pač res vprašanje, kaj bo to volilno telo naredilo. Ker če zdaj ne bo reakcije, tako sem prej rekel na začetku, pol se bojim, da kdorkoli, ki se bo drugače obnašal, nima več nobenih šans. Se pa zdaj Prebilič je zdaj kaj? Prebilič je zdaj ni nič s Prebiličem, kako? Ne. Prebilič je tam, ko so bili jaz mislim, da podcenjujemo to zgodbo. Prebiliča. Ja, hotel sem, ampak Ljuš je hotel še nekaj dodati. Ja, ne, več, jaz bi rekel, da je tam, kjer so bili pač cool, kjer je bila Tanja Fajon, ko je prevzela SD, kjer so bili vsi ti ostali. Če pač centri moči ne bi nam ga stavili, pač nima šans, ker kje bo skozi prišel. Če nimaš ti medijskega prostora, če te ne daje kot neko, če te ne bildajo, če te ne daje kot neko alternativo, ne? Če ne bo, ker tudi recimo, bom dal še en primer, 2008, ne, ko so bile volitve, ne, je prišel Milan Kučan pa rekel, treba voliti trojček, ne. Vi si izberite, kjer ga boste volili, LDS, ZRS ali pa SD, ampak treba je voliti trojček, da ne bomo imeli še naprej vlade Janeza Janše. Ne? Če ne bo Milan Kučan rekel, treba je voliti ali Goloba ali Prebiliča, pa ne vem, mogoče še Hana, ali pa treba je voliti ali Prebiliča ali Goloba, iz česa če imeti Prebilič šanso? On ne more priti skozi, ker kaj bo on rekel? Zdaj, če bo šel na volitve, bo rekel, jaz sem boljši anti-Janša kot Golob. To ne bo šlo skozi. Zdaj bo on rekel, jaz sem alternativa Janši pa Golobov. To tudi ne vem, če bo šlo skozi. Ne? Se pravi, kje ima on manevrski prostor, kaj sploh lahko? Ne? Ja, zato drugo ima mogoče manevrski prostor. Ja, zdaj ga nima več. Zdaj ga nima več. Če je povabil na kavo vse une, da se bojo pomenili, kako bi šli skupaj na volitve proti Janši. Še Feratovič ni bil. Pravzaprav takrat je bilo malo še drugačno. Takrat ni on tok trojčka favoriziral, kakor Gregorja Golubiča. Ja, se je rekel, znotri so moje preference, ampak vi se odločite, lahko volite, ampak kjer kaj je zdaj drugače, kot je bilo do zdaj vedno? No, lahko sem naiven. Ne sej, jaz upam, da imaš prav. Ampak jaz mislim vendarle, da vidimo, če si naiven. Drugače je to, da nikoli do sedaj, ali je to bilo z novim obrazom Cerarjem, ali je bilo to z novim obrazom Šarcem, ni eksplodirala ta zgodba Zorana Jankovića z nekimi liki iz regije, ki osvajajo Slovenijo. In da je pri tej zgodbi asistira aktualni premier, takrat nov obraz leta 2022. In da se je zgodil nek umor, uboj v Novem mestu, kjer recimo, da je osumljen predstavnik neke vasi, za katero se ve, da je ugrabljena, če to ti ne veš, pa jaz ne vem, vejo naš obveščevalni sektor, ki je ugrabljena strani neke torej balkanske krim skupine, za katero se ve, da se predstavniki te krim skupine dobivajo tudi z ljudmi, ki po Ljubljani kupujejo zemljišča. To se vse zdaj približno že ve. Zdaj, kako široko je šel ta glas, jaz ne vem. Kje je to plus za Prebiliča? Ta del me zanima. Ne, pridem še do tega.
Imamo 24%, zdaj prehajam pa na to, imamo 24% neopredeljenih. Okay. To je neopredeljeni absolutno, če bi bili Golobovi, bi že danes bili Golobovi. In ne verjamem, da bojo tudi en dan pred volitvami spet Golobovi, zato ker jaz mislim, da se ta skupina ljudi čuti nategnjene, po domač povedan. Se pravi, ta skupina ljudi lahko gre ali k Logarju, če so že anti-Janša, recimo, da predvidevamo, da so anti-Janša, gre lahko k Logarju, lahko gre pa k Prebiliču. Zato jaz pravim, jaz ne bi podcenjeval. In druga stvar, Slovenci imamo radi tudi žrtve. Če bo Prebilič uspel dopovedati in ta poteza, ko je povabil in bil zavrnjen, kaže na to, da se ga nekako daje na stran, da se ga focka stran in lahko postane simpatičen. Je pa neki, sigurno ni pod vplivom Zorana Jankovića. Težka pot, ampak se je minil, komu je rado simpatičen. Kdo je rekel, da je to simpatično? Vsi, ki so se opredelili do te poteze, so rekli, da je to izrazito slaba, nesimpatična poteza. Jaz se strinjam s tabo, ampak stališča anti-Janša taborja pa je bila potrebna. Jaz sem tudi v momentu rekel... Kako bo to prišlo do ljudi, Miran? Lej, do ljudi, mislim, do ljudi je prišlo mrskaj že, sej so bile evropske volitve vmes, pa so bile, pa je bil kakšen referendum vmes. Če niso evropske volitve, pa referendum. Ampak jaz mislim, da vendarle v tej državi je taka stopnja domoljubja. Jaz itak govorim, po Dolenjski ne bo več Ljubljana odločala, pa velika mesta v volitvah, ampak po moji oceni podeželje. Videl pa sem, da je Macedonij zdaj odpovedal, protest, to pa ne vem. To sem popravkal, skratka, na neki točki ta vlaganja te koalicije Golob, Janković, Mesec, ta vlaganja, enormna vlaganja v zmago, ob asistenci Kučana, Čeferina in podobno, lahko pridejo do neke prelomne točke, ki se bojo ljudem zagnusili. A je Vladimir Prebilic, ki je oglasil zdaj pri teh dveh tarčah? A je rekel, da to je pa svinarija? Se strinjam? Pravkar se je oglasil, ampak sem šel v studio, nisem mogel biti. Se strinjam, ampak oglasil se je recimo Logar. A ga je Erika, ki ga je rada povabila v studio, ga je zdaj povabila, da on kaj o tem reče? Ja, ne, to pa zdaj ne. A ga bo povabila po novem letu? A veš, to ti razlagam. Zato pravim, jaz edini... Lahko sem naivan, ampak jaz ne bi ljudi več inačil samo s tem, Janša, anti-Janša, ker imamo ta moment, da vidijo ljudje, da se v Ljubljani dogaja nekaj, kar diši zelo močno na kriminal. Jaz mislim, za moj okus zaenkrat, za moj občutek je edini, ki je veter v jadra tu zajel pač Anže Logar. To drži. Zdaj je tudi vprašanje, koliko časa ga bo držalo. A bo ta grožnja zdaj uspela Goloba, ker tudi Logar je nek video posnel, zdaj je to moderno, da politiki snemajo sami sebe, in je rekel tam, da mu Golob grozi. A bo ta grožnja zdaj prijela, ali ga bo spodbudila, da bo nadaljeval v tej smeri. In jaz sem nekako potihem upal, da bo ta pač prvo Klofuta Prebiliču kaj naj naredi, pol pa Klofuta Prebiliču, ko ni naredil tega, kar bi naj naredil, da bo tudi njega malo spodbudila, da bo on tudi, ko sem prej rekel, da mu bojo jajca zrasla. Mogoče, že ne vemo, pa sem mu zdaj, pa bo on tudi začel to smer. Če bo, pa bi jaz prej verjel, da iz tega kaj bo. Ker zaenkrat, kakor jaz vidim, v tem fajtu se fajtajo samo Golob, pa Janković, pa te. Zaenkrat, Ja. Dobro, še eno zadnje vprašanje, zdaj predno gremo. Dokdaj, po vajnem mnenju, zdaj bo trajala ta idila med Janšo in med Vrtovcem? Janša se zdaj malo postavlja, na nek način. Primerjavi s tem, kaj je bilo prej. Tako je kot idila. Ja, jaz mislim, dokler bo tlelo upanje po desni vladi. Najmanj. Kaj bo potem, ne vem. Ampak... Pa dokler bo ankete kazale NSI, da zanesljivo pride v parlament. Tis hip, ko tu ne bo, ali pa, ko bo mogoče, pač špekuliram, pred volitvam, ne vem, Janša po anketah 1% točko premalo imel, pa bo rekel, vsi moramo voliti SDS, zato da ne bo več Goloba, ali pa oni bojo tam na pragu. Je jasno, da te idile pač ne mogo več biti. Ampak tisto stanje, ki je bilo prej, je bilo itak nenaravno. To, da sta edine pač desne politične stranke, ki jih imamo, pa ki imata šanse prijeti v parlament, saj zaenkrat, da sta skregali med sabo. To je tako nelogično bilo, pa še obe v opoziciji. Tako da to, kar je zdaj, kar ti praviš idila, je v bistvu naravno stanje. Sam nismo ga bili navajeni, zato se nam zdaj zdi idila. Je zanimivo, kako je Vrtovcev na nek način uspelo, recimo, da se Ljudmila Novak več točno oglasi, kritično do Janše. Ni Janeza Pogorelca. Janeza Pogorelca, zdaj mislim, da se je vrnil na X spet, po tej neuspešni kandidaturi za ustavnega sodnika. Tudi tu ni več načenja to vprašanje,
Z tega vidika je Vrtovcu kar uspel nek manever, ne, znotraj stranke. Ja, Sej Vrtovec ni bil v zadnjih letih, oziroma zdaj že kar nekaj let, kar je Vrtovec eden od vplivnejših članov, bom rekel, te stranke. In, Ne, jaz sem slišal, da se je pač pogovoril z Novakovo, pogovoril se je tudi z Super. Lojzetom Petaletom. če je to In naredil, zaenkrat je pol nek odlično, mir ne? nastal, Odlično. ne, tam, pa ne. sej, dokazali so, da so resna politična stranka, se Odlično. pravi, da imajo isto špuro. Ne? ja. Kar recimo, ne vem, če moja bivša stranka vzamem SD, ta nikoli ni uspela dokazati, da ima isto špuro. Ja, pa rekli so zdaj, da so pripravljeni prevzeti oblast. tako. Ja, to so Mislim, pa že prvi na zmerom, levici, Jo, jaz ne vem. to so pa že zmerom Verjetno pripravljeni. mene druge teme ni bilo, ki bi Zmerom, odprli. ko bi jo mogli prevzeti, ne prevzamejo, so pa pripravljeni. So pa ne. Pa privesni. Han je ja. rekel, da bi prišel na kavo, če bi bil nek drug termin, ne, z Preveličem. Ja, mislim, se to je ta nivo. Ne. Zdaj pač, Pa veš kaj, ta odpoved, jaz sem bil zelo kritičen, na prvo žogo sem bil zelo kritičen do Prebiliča, da si je sploh... Ampak seveda je čisto res prav, da to okoli Janša pa Vrtovca. Skratka, po tvoje bo ostalo, dokler bo tako stane na anketah, kot je zdaj, ali kako? Pa obet desne vlade. ali kaj? Mislim, Dokler glej, bo ta en drug zgarabla. Če hočejo res normalizirati to, kar govorijo, ne, Janša ima koalicijo z volilci, Nova Slovenija ima ta nov nek veter, povezovanje tudi z preostalimi strankami, čeprav jaz tam pri Fokusu še razumem, pri SLS-u pa ne, ker SLS pa res nima kaj ponuditi. Ne. Do tam se nekako kaže, oziroma če hočeš ljudem predstaviti, da si resna opcija, alternativa temu kriminalu in estradništvu in vse sorte, kar se dogaja, potem pravzaprav moraš prežvečati tudi kakšno nevrost, ki pride. Ne? Čeprav Janša, bom rekel, zdaj nima več teh Twitter norosti ali pa X norosti kontra, bom rekel, posameznikom Nove Slovenije in je verjetno stanje nekako umirjeno in dela vsak svoj posel, verjetno tudi v veri, da po volitvah, da se bojo usedli in Da v sestavljali nekih vlado. ožjih krogih pohvalil Ilca, ne, da je uspešen. Ja, po mojih informacijah, da je ampak uspešen, saj tle pa sposoben operativec. Ne, ja. Ja, čeprav v pogovoru s tabo ga pa ni ravno hvala. Ja. ne. Ne, ampak kasneje. Čeprav vse tle, če ga res hvali, to moram reči, da se ne moti. Ne? Ilc je Ne, ta kasneje, moment, po mojem intervjuju. Ilc je ta moment od vseh teh generalnih sekretarjev, tajnikov z najdaljšim statusom, z najdaljšim stažem. Idila je kar primeren izraz. Jaz mislim, da pač, če smo naveličeni tega klientelizma, sistemske korupcije, pa pač tega populizma, kar zdaj gledamo, ne, potem moramo upati na neke vrste pač idilo pa zakopanje sekir. Ne. Ker če ne, brez idile vidimo, že tako bo šlo težko, bo šlo na nož. knap, ja. Brez idile pa sigurno je brez upa zmage to boja. Dobro, moramo končati. Aljuš pa Miran, hvala za vajne komentarje. Vidimo se znova prihodnji ponedeljek, kada nadaljujemo s politično debato. V novi uri resnice, do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.